Pozdravljeni! Danes bom nekaj minut posvetil pravi ikoni Formule 1 iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Beseda bo tekla o letečem Fincu Miki Häkkinenu, katerega se mnogi izmed nas še zmeraj spomnimo iz tistih dirk, ki smo jih spremljali v tem obdobju. Če pogledamo lastnosti, katerih je pokazal Mika Häkkinen v svetu Formule 1, je po mojem mnenju blizu tiste popolnosti, kar bi lahko od nekoga pričakovali. Izjemno hiter, konstanten, izjemno nekonflikten kot osebnost in seveda priljubljen v medijih. Yes, that's right. In ta njegov talent, kateri mu je bil nedvomno položen v zibko, se je videl že na začetku njegove kariere. Namreč leta 1987 je naredil velik korak, končal s kartingom in šel v bolide, v takratno Formulo Ford. A ni imel ne vem koliko denarja, ne vem koliko pokroviteljev, tako da si je lahko privoščil samo rabljen material. Dobil je šasijo iz prejšnje sezone, katero je odrabil njegov rojak J.J. Leto, a kljub vsemu v eni sezoni zmagal prvenstvo Finske, Švedske in tako imenovano nordijsko prvenstvo. Seveda, opazili so ga tisti, ki nekaj štejejo v svetu motošporta, med njimi njegov rojak, Keke Rosberg, tudi svetovni prvak. In naslednje leto, leta 1988, mu je priskrbel avdicijo pri tistem dirkaškem pogonu za mlade voznike, ki ga je sponzoriral Marlboro. Govori se o Formuli 3 in v tisti komisiji, katera je določala, kateri mladenič bo nadaljeval pod okriljem Marlbora, je bil tudi legendarni James Hunt. Mika Häkkinen je bil zadnji v tistem dnevu in pravijo, da so bili vsi naveličeni. Jamesu Huntu se je baje prekleto mudilo, kajti bil je zmenjen z nekom v nekem pubu. In prišel je ta mladenič, kateri ni znal niti besede angleško, in kateri do takrat še nikoli ni sedel v bolidu z aerodinamičnimi profili in gladkimi pneumatikami. A vseeno, potrebno je bilo nekaj krogov, da je vseh pustil odprtih ust. Od takrat naprej kariera Mike Häkkinena je šla samo navzgor. Ne zmeraj strmo, kot bomo videli, a vseeno navzgor. Dokaj hitro je potem prišel do Formule 1. Leta 1991 je podpisal za Lotus, takrat še znamenito ime, a zelo v zatonu. Za njih je vozil 2 sezoni, pri katerih je dosegel občutno dobre rezultate glede na tehniko, katero je imel na razpolago. A vseeno, Lotus je bil v zatonu še nekaj let in zaprli bodo to znano znamko. A vseeno, Mika za leto 1993 je najprej podpisal z Williamsom. A pri Lotusu so imeli opcijo na njegove usluge za tisto sezono. Zato je prišlo do kratkega spora in Williams je kar na lepem odstopil od pogodbe. A vemo, mnogokrat je potrebno le malo, da se stvari obrnejo v tisto pravo smer. In pri McLarenu so rabili nekoga, kot je bil Mika Häkkinen. In sponzor je bil Marlboro, tisti, kateri ga je podpiral na začetku njegove kariere. Podpisali so pogodbo, Ron Dennis ga je želel. In zopet se je Lotus postavil vmes, a tokrat Ron Dennis je šel do konca, spravil je na sodišče ter zmagal. Namreč v letu 1993 na začetku ni bilo še jasno, ali bo za McLaren vozil Ayrton Senna ali ne. Na koncu se je za Miko Häkkinena na prvi pogled končalo rahlo klavrno. Namreč za McLaren je takrat vozil Michael Andretti, prvak serije kart v prejšnji sezoni in seveda Ayrton Senna, kateri je podpisoval pogodbo iz dirke v dirko. Mika Häkkinen, testni voznik, rezerva za večino sezone. In viri navajajo, da Ayrton Senna se z Miko Häkkinenom ni ukvarjal kaj preveč, komaj da ga je pozdravil, če smo iskreni.
A potrpljenje ekipe McLaren z Michaelom Andrettijem se je končalo pred koncem sezone in na zadnjih 3 dirkah je Mika dobil priložnost. In že na prvi dirki se je vpisal med legende, namreč velika nagrada Portugalske. Kar naenkrat ta mladenič na kvalifikacijah je bil v mestu pred Ayrtonom Sennom in ta je prišel ves razkurjen v bokse gledati podatke, kako da je nekdo lahko hitrejši od njega. In končno je spregovoril z Miko Häkkinenom. Vprašal ga je, kako je bil lahko hitrejši, imel višjo končno hitrost. Mika že takrat v svojem umirjenem stilu mu je enostavno povedal, da treba jih je imeti pač večja, kot je imel on v stilu Jamesa Hunta. In seveda Ayrton Senna je nato odšel v Williams. Mika Häkkinen je postal vodilni voznik pri McLarenu. Šel je skozi vso tisto kalvarijo z motorji Peugeot in na začetku z motorji Mercedes. A ne smemo mimo tiste nesreče, ki je zaznamovala njegovo življenje do konca, katere posledice čuti še danes. Leta 1995, na zadnji dirki v koledarju veliki nagrade Avstralije, takrat ulični v Adelaidu in seveda zadnjič, da so jo priredili tam, je doživel med kvalifikacijami hudo nesrečo. Imel je prebito zadnjo pnevmatiko in približno pri 200 km/h je poletel na robniku. Priletel je bočno v tisti zaščitni zid ter pri zavesti ostal paraliziran in ni mogel dihati. Na vso srečo so bili zdravniki blizu in so takoj ugotovili, kje je problem. Še preden so ga izvlekli iz bolida, so mu prerezali grlo, vstavili cevko, tako da je lahko dihal. Bil je v umetni komi in kot posledica tistega trka je izgubil del svojega sluha. Njegovo pričevanje od tiste nesreče, ko je bil praktično nemočen pri zavesti, je precej pretresljivo. Povedal je, da si je cel čas govoril, naj ostane miren in dovoli drugim, da ga tako rešijo. Prvo zmago je dosegel dokaj pozno, leta 1997 in tako poplačal ves trud, vse zaupanje, ki ga je imel Ron Dennis pri njemu. Namreč po tisti nesreči leta 1995 bi marsikateri drugi vodja ekipe Miko odpisal. A ne. In na to je prišla sezona leta 1998. Prvi McLaren, katerega je v celoti zrisal Adrian Newey, MP4/13. Na kožo pisan Miki Häkkinen. In sam je priznal, da v trenutku, ko se je usedel v tisti bolid, se je spomnil nasveta, ki mu ga je dal James Hunt. Povedal mu je nekaj takega: zapomni si, Mika, nikoli se ne nehaj zabavati. In ni mislil na zadeve ob progi, ampak na zadeve na progi. In MP4/13 je bil praktično tisti bolid, s katerim se je, po mojem osebnem videnju, Mika najbolj zabaval. Pa naj si bodi, kadar je pospeševal, šel skozi ovinke, zaviral, karkoli je počel, mu je uspelo z veliko lahkoto. Kar je pa ena izmed zanimivosti pri stilu vožnje Mike Häkkinena. Tudi če je vozil na polno, tisto, kar smo videli mi gledalci, je izgledalo izjemno lahkotno. In tu se je pokazal tudi del karakterja Mike Häkkinena, kateri je na umirjenosti gradil kar nekaj. Nekoč je dejal v nekem intervjuju, da naprimer na progi, kot je velika nagrada Monaka, je bilo za njega največji napor ostati miren in sproščen, kajti ukolikor te je le za trenutek strah, končaš v zaščitni ograji. In seveda leta 1998 je nekako z lahkoto postal svetovni prvak, čeprav nas je vse navduševal s svojim stilom, svojimi izjavami, svojimi zmagami.
V naslednji sezoni je še potrdil z drugim naslovom svojo veličino. Tokrat v malce drugačni vlogi, njegov bolid ni bil najboljši med vsemi. A pravzaprav njegova volja, vztrajnost, konstantnost ga je pripeljala na tisto mesto, kjer so mu napake drugih omogočile kronati praktično te sanje. In s tem nočem nič vzeti Miki Häkkinenu. Bil je enkraten, premagal je praktično dosti boljše od sebe. In seveda, veliko rivalstvo med Miko Häkkinenom in Michaelom Schumacherjem izvira še iz časov Formule 3. A to rivalstvo je bilo edino na progi. Izven proge sta bila v izjemno lepih odnosih, kar je čudno za današnjo dobo. In če pogledamo, kako ga je prehitel Mika Häkkinen leta 2000 na veliki nagradi Belgije, lahko še zmeraj gledamo samo z odprtimi usti. Ni se spraševal, ali je možno iti tam mimo ali ne. To je samo naredil. Leta 2001 zgleda, da se Mika Häkkinen je nehal zabavati na dirkah Formule 1. Šel je v druge serije, preden se je dokončno upokojil kot voznik, a še zmeraj ostal v srcih nas navdušencev, nas navijačev Formule 1 in marsikdaj se ga vidi na raznih prireditvah, na raznih, intervjujih, kjer pravi svoje legendarne podvige, zmeraj v svojem tonu, zmeraj malce šaljivo. In zmeraj dobi čas, da se posveti vsakemu izmed nas navdušencev. In v čast mi je, da je nekdo izmed vas delil trenutek, ko si je lahko slikal s to legendo Formule 1. In ja, Michael Toš, zavidam ti to sliko. Toliko o Miki Häkkinenu, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.